Pozdravljeni! Danes bomo skupaj skušali razbliniti mit, ki ga ponavljajo mnogi navdušenci. Namreč verjamem, da ste tudi vi slišali tisto, kako bi vse težave Formule 1 rešili, če bi znova vpeljali atmosferske motorje, ki bi se vrteli okrog 20.000 obratov v minuti, in predvsem, če bi ponovno vpeljali v Formulo 1 dolivanje goriva. Danes bomo skupaj ugotovili, zakaj zadeve niso tako enostavne, kot nekateri pravijo. Priznajmo si, v preteklosti je bilo vse boljše. Mi smo bili mlajši, zadeve smo bolje razumeli in Formula 1 je bila bolj zanimiva. Na progah smo lahko spremljali tiste junake, o katerih še danes govorimo, na primer Ayrtona Senno, Michaela Schumacherja in še marsikoga drugega. In tisto, kar spremljamo v sodobnem času, še zdaleč ni podobno onemu, kar smo videli v preteklosti. To je mnenje mnogih navdušencev, ki spremljajo ta šport, ampak danes bomo videli, da morda, in ponavljam morda, nimajo prav. Verjetno ste tudi vi naleteli na teorijo, kako bi lahko rešili težave Formule 1 enostavno tako, da bi se zazrli v preteklost in vpeljali tisto, kar je že nekoč bilo. In treba je tu povedati nekaj, da tudi Mohamed Ben Sulayem je prišel do podobnih idej. Pred začetkom sezone 2026 smo lahko slišali iz njegovih ust, kako bi on zopet vpeljal atmosferske motorje v Formulo 1 in kako bi praktično to pomenilo neko vračanje k koreninam tega športa. Ampak tu moramo mi nekaj razumeti. Mnogi navdušenci si želijo glasnejših bolidov Formule 1. In v navednicah glasnejši bolid ne pomeni, da ima izpušno cev, ki proizvaja več zvoka, ampak da dosega višje obrate. In to bi pomenilo tisti značilni visoki pisk, ki marsikoga navdušuje. Ampak visoki obrati za seboj potegnejo tudi zadeve, ki ne spadajo v sodobni šport Formule 1. In seveda tu govorimo o visoki porabi. Menim, da je vsakomur izmed nas jasno, da višje število obratov pomeni tudi višjo porabo. In vem, mnogi izmed vas boste dejali, saj gre vendar za motošport, potrebno je trošiti gorivo in ne z njim varčevati. Ampak tu se odpira zanimivo vprašanje, ali bi bili bolidi, ki bi porabili več goriva in imeli dolivanje pri vsakem postanku, v bistvu hitrejši. Malo kdo se zaveda, da sodobni bolidi Formule 1 kljub varčevanju, kljub tistemu, kar mnogim ni všeč, so presneto hitri. In to bo verjetno negativno presenetilo marsikoga izmed vas, namreč mnogi navdušenci menijo, da sodobna Formula 1 ni tako hitra kot ona včasih. In vzeli bomo primer, koliko goriva je porabila včasih Formula 1, ko je imela tiste motorje z notranjim zgorevanjem, ki so se vrteli izjemno visoko. Tu je treba povedati, da na primer tam v sezoni 2013 so znani motorji imeli približno 850 konjskih moči, kar bi bilo po svoje
primerljivo s tistim, kar danes vidimo pri električno-hibridnih pogonskih sklopih, in seveda bi lahko vzpostavili neke vzporednice. A verjamem, mnogim ta primerjava ne bo všeč, ampak vzemimo jo za primer. Treba je povedati, da v Formuli 1 je dolivanje goriva bilo prisotno tam do sezone 2009. In nato so morali, podobno kot danes, voziti s seboj vso količino goriva, ki je bila potrebna za končanje dirke. In koliko goriva so peljali s seboj takrat? Verjeli ali ne, govorimo o količini, ki se je gibala okrog 210–220 litrov, kar mogoče nekomu danes ne pove skorajda nič. Namreč ogromno je govora o tem, da je omejitev porabe goriva v sodobni Formuli 1 okrog 110 kilogramov na dirko. Ampak da se preračunati vsaj približno, da dobimo občutek. 110 kilogramov goriva je tam okrog, seveda zopet zaokroženo, 140 litrov, odvisno od temperature in še marsičega drugega. Ampak razumljivo nam je, da obstaja razlika med 210 in 140. In treba je povedati, tako kot zanimivost, da po ukinitvi tistih postankov, kjer so dolivali gorivo, so se bolidi Formule 1 podaljšali. Seveda, večji rezervoar je zahteval daljši bolid in govorimo o spremembi, ki se je gibala tam okrog 20–22 centimetrov, kar je verjetno za mnoge navdušence precej. A vrnimo se k našim primarnem vprašanju. Namreč bi bil tisti bolid, ki je dolival gorivo in imel atmosferski motor z visokimi obrati, hitrejši od današnjega Formule 1, ki ima električno-hibridni pogonski sklop? Videli bomo, da v resnici ne. Že res, da bolid, ki je začel dirko Formule 1 in je imel na začetku manj goriva v rezervoarju, je bil hitrejši od onega, ki je praktično prisiljen voziti celotno količino s seboj. Ampak o čem govorim, da se bomo bolje razumeli? V času dolivanja goriva so bolidi začeli tisti prvi stint z količino, ki je bila najmanj okrog 90 litrov. In seveda govorimo o tistih primerih, ko so se ustavili dvakrat. Danes vemo, da v večini dirk se bolidi ustavijo enkrat. Ampak že če primerjamo 90 in 140 litrov, vidimo, da razlika ni tako velika. Meni osebno je v sodobni Formuli 1 všeč to, da so postanki za menjavo koles izjemno kratki. Spomnimo se, v nekaterih primerih so bili mehaniki sposobni opraviti menjavo pod 2 sekundama. Če imamo dolivanje goriva, to pomeni, da bomo pravzaprav gledali postanek, ki bo dolg tam okrog 10 sekund, najmanj 8. In sedaj se lahko začnemo spraševati, ali bi lahko bolid Formule 1, ki mu dolivamo gorivo ob postanku, nekako nadoknadil tisti izgubljeni čas na postanku v samem stintu, ko bi bil v bistvu zaradi nižje mase hitrejši. In odgovor je pritrdilen. Po mojih izračunih, tako malce na pamet, malce zaokroženo, bi mu ostali še 2 ali pa morda celo 3 sekunde. In govorimo v nekih posplošenih primerih. Ampak tu se pojavi vprašanje, kaj pa v drugem delu dirke? Namreč v drugem delu dirke, po tistem postanku, kjer bi en bolid zamenjal kolesa, drugi pa še dotočil gorivo, bi se zadeva drastično obrnila.
Namreč sodobni bolidi Formule 1 bi drugi stint začeli z približno, in govorimo seveda zaokroženo, manj kot 70 litri v rezervoarju. Oni, ki bi delovali po starih pravilih, pa bi jih zopet imeli najmanj 90. In to se poraja vprašanje, bi bila ta razlika dovolj, bi bile tiste 3 sekunde zaokrožene navzgor dovoljšnja prednost, da bi se bolidi z starejšimi pravili nekako uveljavili na koncu. In verjetno tu je vsakdo prišel do mojega zaključka. Težko. Spomnil bi vas rad, da je nekoč Adrian Newey dejal, kako 10 kg mase pomeni na krog približno 3 desetinke in pol na krog. In zopet smo tam. Vidimo, da bi v resnici bilo izjemno tesno. Ampak če smo malce bolj realni in če pustimo naša čustva pri strani, si moramo priznati, da ukolikor bi v Formulo 1 vpeljali enote z visokimi obrati in na primer dolivanje, v resnici ne bi videli hitrejših bolidov. Morda bi bilo za nekoga bolj zanimivo, kajti poslušal bi zvok, slišal bi tisto visoko vreščanje, ki bi ga imeli motorji, ampak v resnici časi na krog in posledično tisto, po čemer je Formula 1 znana, bi bilo odsotno. Bistvo Formule 1 ni zvok pogonskega sklopa. Bistvo Formule 1 je, da so bolidi iz sezone v sezono hitrejši, boljši, bolj učinkoviti. Zato sam takim rešitvam, ki jih predlagajo mnogi, da bi se vrnili v preteklost, se enostavno nasmehnem. Ampak v primeru, da to predlagate vi ali pa Mohamed Ben Sulayem, ideja je dobra ali slaba, ne glede na to, kdo jo pove. Ampak tu, v tem poenostavljenem primeru, smo morda vsi mi spoznali, da pravzaprav zadeve niso take, kot si nekateri mislijo na prvi pogled. Visoki obrati motorjev oziroma pogonskih sklopov in dolivanje goriva zagotovo ni tisto, kar sodobna Formula 1 rabi. V resnici bi bili takšni bolidi počasnejši od onega, kar vidimo danes. In vprašanje je, ali si tega res želimo. Seveda, odgovor si bo lahko podal vsak sam. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.